jih lahko uporabljamo v zdravilne namene. V kulinarične namene lahko kamorkoli ga daste, tam bo pasal. Ali so to močnate jedi, ali so to razni namazi, ali so to juhe, zelo težko boste zgrešili, če ga daste noter. V zdravilne namene pa mi delamo pripravek tinktura, ker če imaš, ne obstane, ne ohrani zdravilnih učinkovin, če ga mi posušimo oziroma damo v skrinjo. Tam on izgublja, zato največ zadržimo zdravilnih učinkovin, če ga pripravimo kot tinkturo. Na stojnici, tam v kotu, je receptura za tinkturo iz čebulic, ker jih tudi iz čebulic lahko delamo in jih uporabljamo, samo te nabiramo v jeseni. Zdaj je vse zdravilne snovi iz čebulic so prešle v liste in ko bojo se ne začeli odpirati popki in cvetovi, bojo vse učinkovine v cvetovi. Tako da zdaj bomo delali mi tinkturo iz listov. Za zdravilne namene so listi primerni takrat, ko se začnejo tvoriti popki. Takrat so dovolj stari, dovolj odrasli, da imajo vse te zaželjene zdravilne učinkovine, ki nam pomagajo pri ohranjanju zdravja. Če imaš pomaga pri čiščenju organizma, imenuje se tudi dimnikar za žile, to se pravi, da čisti žile, odplavlja ta usedline oziroma te obloge žilne, pomaga pri presnovi, ima veliko vitaminov, mineralov, antioksidantov. Pravzaprav je spomladi ena najbolj zdravilnih rastlin, ki jo najdemo v gozdu in jo lahko uporabimo pač za ohranjanje svojega zdravja. Pomembno pa je seveda, da ga dobro poznamo. Zdaj bom jaz odložila tale mikrofon iz rok, samo to še vam povem, kako bomo mi delali tinkturo. Narezali bomo, če imaš na drobne lističe, po recepturi, po kakršni jaz pripravljam tinkturo, to je recept patra Simona Ašiča, vzamemo 200 gramov sveže zeli in 800 gramov alkohola, oziroma najboljše tropinovsko, je žganje iz grozdnih tropin, nekje tam od 50 do 65%. To je za tinkturo, ki se uživa po kapeljcah. Postopek je pa tak, da vzamemo čemaž, ga narežemo na centimeter, od pol centimetra do centimeter dolge koščke, jih damo v stekleno posodo, lahko je to steklenica, lahko je to kozarc in zalijemo žganjem. To dobro zapremo in potem to shranimo na sobno temperaturo in sobno svetlobo za 3 tedne. Vmes večkrat pretresemo, po 3 tednih mi to precedimo, shranimo v temne steklenice, nekamo v temen in hladen prostor. Potem to uživamo preventivno ali ob težavah, če so, recimo pri začetnem visokem pritisku, vi si lahko pomagate s čemažem, včasih pomaga. Ne vedno, ampak če je to čistista prva začetna faza, je včasih tudi čemaž dovolj. Uživamo to po 15 kapljic, 2-krat na dan v 1 deciliter vode. To se uživa 3 tedne, potem se naredi pauza, preveri, če težava še obstaja in se kura ponovi. Preventivno pa je dovolj 1 kura, se pravi 3 tedne uživamo po 2-krat na dan po 15 kapljic. To tinkturo bom jaz zdaj tukaj le nasekljala, zdaj, da se je veliko, pa če bi hotel za vse narediti kozarčke, bi rabila še kakšno pomoč in gospod Martino, da mi prinese še kaj deščic in nožev, ker vem, da nekje noži so. Upam, da je... Aha, vidim, tamle na mizi so, pa bi kar povabila enih par še, da mi pomagajo, nekaj čemaža imamo tukaj, nekaj tamle in bomo naredili to tinkturo. Tinkturo bomo delali v take kozarčke, tu je 1 deciliter je tekočine noter, to se pravi, damo v ta 20 gramov zelišča na tako količino žganja. Lahko še tlele, ker noži so, bom jaz pa govorila, jaz bom govorila, gospe bojo pa delale. To je ravno tako, kot je pri nas doma.
Se pravi, pogledate, ko boste čemaž nabirali, poglejte, da boste res imeli vsak čemaž. Gospa, ne tako, ampak list po list pogledati, ker tudi mi, ko čemaž prinesemo domov, ne glede, če smo ga res dobro prebrali in nabrali, vedno še enkrat pogledamo, ker se nam lahko nekaj vmes, kaj smem, nabere ali pa karkoli prikrade, tako da smo sigurni, da bo zadeva čista in v redu. Tako da zdaj kar narežemo na pol centimetra velike koščke. Tako, ja, da se ne bo, evo, takole, kar še na to mizo, mogoče gospe, da bo ne kažete hrbta, da bojo ti, ki sedijo, videli, kako se dela. Kar še na to mizo tam, takole, da vidijo še tisti, ki pač ne režejo. Lahko vprašam, tole ne bi smelo biti noter? Tudi stebelca so lahko, ni noben problem, tu mogoče so malo umazana in jih je pač nekdo odrezal. Ja. Drugač pa lahko uporabljate za tinkturo stebelca, lahko uporabljate popke, tudi cvetovi so užitni, se jih lahko uporablja, sicer bolj v kulinarične namene, semena lahko vložite v kis. Tako da v bistvu čemaž je cela rastlina uporabna in celo rastlino lahko da se na nek način kakokoli že uporabite. Zdaj pa bomo dali do dola. A ja, okularčke, a ja treba vagati, a ja. Nekaj gor, da bo tam treba daro odštevati. Ne bo treba odštevati, sem če je taka tehnica, ki je moja. Ne deluje. Ni naravno, ne, verjetno moglo bi biti. Jaz enostavno dam gor to posodo, dam na nulo in potem samo dodam zraven. Če ne bomo pa približe naredili, ne? To sem hotela vprašati, mora čist? Tako. Zdaj pri teh, gospa sprašuje, če mora biti pri tinkturah z 20 gramov dosledno. Zelo dosledno. Zdaj tako je, kakšen gram gor ali dol per litru ni pomembno. Če delate po majhne količine, se pa lahko 2 grama že poznata. Tako da je dobro se je držati receptur. Da vemo, koliko imamo močan priprave. Tako da... Še malo. Čemaž je zelo lahek. Koliko listov? 20 gramov. 20? Ja. 20 gramov. Takole, mislim, da bo zdaj pa že blizu 20. Še trese se, zato je... Ne, v bistvu delamo tinkturo žganje. Tako. Zdaj pa mečkano se umiri. Evo, takole, zdaj je 20 gramov, se pravi takole, kar dobro natlačiti je treba noter, ker je čemaž zelo lahek. Katera tinktura je bolj učinkovita, iz čebulc ali iz listov? Zdaj najučinkovitejša je iz čebulc, ne? Če jih znamo poiskati, samo moramo vedeti, kakšne so čebulce. To so take bele, kot bi hoteli imeti listke gor, ne? In tam, kjer je bogato rastišče čemaža, zdajle se zapomnimo in gremo v jesen nabirati čebulce. Ker v jesen se nič nad zemljo ni ničesar, so čebulce samo noter. Čemaž pa raste na globoki humuzni zemlji, kjer je vlažen globok humus. Tam bo rastel čemaž, se pravi tam, kjer se gozdovi nič ne grabi listje, kjer nihče ne dostopa noter, tam ponovadi raste čemaž. Pa biti mora kar precej vlažno. Pa 3-letne morajo biti, ne, da so kaj debele. Ja, enoletne so tanke, seveda, mora biti, starejša je, bolj je močnejša, je, tako bi lahko rekli. Tropinovc je žganje iz tropin, ki se uporablja. Lahko uporabite tudi dober domač sadjevc, ni noben, ni zdaj, da mora pa biti tropinovc. Tropinovc jaz govorim zato, ker je najboljše to žganje, če hočemo res kvalitetno tinkturo imeti, če ga pač nimamo tega žganja, uporabimo, kar imamo. Ni pa priporočljivo kakšen ta slivovka oziroma ta aromatična žganja, viljamovka. Te niso priporočljive, bolj neutralne žganje so.
Zdaj, najbolj idealna moč oziroma koliko alkohola je tam nekje 50 do 65%. Zato je tropinovc, ker pri tropinovcu lahko dosežemo to moč žganja, no? Stopno, tako. Kako je zdaj na tale glažek tropinovca? Tamle noter je en deci ta prostornina, se pravi bo šlo 0,80. Tako, razmerje, če hočete vedeti, je 20 proti 80. Da, 20% čemaža, 80% žganja. Pa kakor imate, recimo, imate pol litra, imate liter, imate 10 litrov, odvisno od količine, ki jo predvidevate, da boste pripravili. Kje se pa lahko tropinovec dobi? Tropinovc zdaj je mal problem, ker so nas lepo fino trošarinali in vsak izkuha le 1 liter žganja mora plačati trošarino. Tako da ga ne radi prodajajo. Sicer ga imajo vinari na Primorskem, Ajdovščina, pa tam čez pa Štajerci tudi imajo tropinovc, ne? Tako da se da dobiti. Pa nas ga delamo doma svojega, ko imamo vinograd. Ta sol se ne uporablja nič, ne? Ta sol je za pesto. Če mi pesto delamo, oziroma pripravek čemažev, narežemo čemaž na drobno in dodamo sol noter. To je ta, jaz mu rečem, čemažev s hrane, ki si ga lahko pripravimo in ga imamo za celo leto. Pripravimo ga tako, da naberemo čemaž, ga na drobno sesekljamo. Jaz po navadu delam v 3 strukturah. In sicer nekaj ga na roke sesekljam, nekaj s paličnim mešalnikom in nekaj z multipraktikom. Da dobim 3 strukture, da potem, ko se maže, da je bolj pester. Potem tu dodam soli, to, da je zelo, zelo slano, da absolutno ni za jesti. Dodam oljčno olje in to je tako mazavo strukturo ima. Potem pa to zelo tesno naložim v kozarce steklene. Pomembno je, da vmesnih zračnih mehurčkov tu potolčem ob mizo, da se zrak sprosti ven. Na vrhu pustim centimeter prostora, obrišem ves čemaž, ki je mogoče ostal na steni kozarca in zalijem z oljčnim oljem do vrha. Potem to zaprem in shranim. Temu je strečem čemažev shranek. In to je predpriprava, ki jo ta pripravek lahko uporabljate za karkoli skozi celo leto. Ali ga uporabljate za namaze, ali ga iz njega kaj skuhate, karkoli lahko delate iz njega. Tudi eventualno tinkture ne bi mogli, ker je slana, skutni namazi, na solato, v juho. Toliko solite, zelo solite. Zelo solim, potem pa hrane nič ne solim. Ja, treba vedeti, ne. Ja, zato, ker sol, moramo vedeti, da sol je konzervans. In če mi to dovolj solimo, smo lahko brez krvi. Je pa še nekaj zelo pomembno, da mi čemaža nikoli ne peremo. Velikokrat pride kdo do mene, pa prav, meni pa čemaž zavrel. Zakaj? Oprali ste ga. Včeraj sem imela na gospo in rekla, ma celo rolco sem ponucala papirja, sem ga brisala, še zmeraj bil moker. Točno tako. Kar se enkrat zmoč, ga ne morete zbrisati. In potem je ta vlaga zavre noter in se vam pripravek pokvari. In ga morate zavreči. Časa to mora ta tinktura počiva, da je uporabna? No, tukaj gospa sprašuje glede tinkture, zdaj, ko bojo tole naredile, gospe, bomo zalili žganje, potem to daste nekam osobno temperaturo svetlovo, kot sem rekla, in jo 3 tedne obračate. Po 3 tednih jo pa precedite in jo lahko že uporabljate. Takoj, ko je precejena, se jo lahko uporablja. Ni treba odležati, ne? Ja, odležite kakšen liker, da dobi boljši okus, tinktur pa ni treba odležati. Če pa delamo pesto, kdaj solimo, se opravičujem, mislim, da ste še. Pri pestu pa solimo, ko čemaž narežemo, potem pa solimo, ker če ga shranjujemo, je to pač konzervans. Pa si ga damo v multipraktike, ne? Ja, jaz ga na 3 načine. Na roke sekljam, na multipraktik in nekaj palični, ne? Zaradi tega, da dobimo različne strukture. Pravilno, če gremo po regalcih, je keramični nož vse na roke. Samo jaz imam recimo ogromne količine, ker pri nas ne sme nobena zeliščarska delavnica miniti brez tega namaza čemaževga in to rabim, pač si moram pomagati stroji. Za domačo uporabo ga lahko nasekljate s keramičnimi noži,
ker takrat bo ohranil res vse zdravilne snovi, ki jih v sebi ima. Ker v stiku s kovino pride do oksidacije in se en del zdravilnih učinkovin uniči. Če pa vi uporabljate keramične nože in keramično posodo, lesene deske, se pravi se izogibate vseh kovin, boste ohranili vse, kar čemaž res ima, vse. A je kaj pomembno pri soljenju, da vmes ali pa da najprej damo sol? Ko solite, je treba dobro premešati, da je vse zelo dobro presoljeno. Pomembno je to. Ne, to se ne plasti. Plastijo se sirupi s sladkorjem tam, ko se dela. Tukaj se pa vse zelo dobro premeša, da je dobro presoljeno, kar malo biti vztrajen, kar res orangi to naredi, potem pa šele v kozarce. Ali je vseeno, katero sol uporabljamo? Vseeno je, ker je to mokr pripravek. Pri mokrih pripravkih jaz tako zagovarjam uporabo piranske soli, ampak te res ta prave, njihove, ki greste dol iskat, ki je še popolnoma nič obdelana, še neobdelana, ta vam bo največ dala čemažu. Je pa res, da je treba biti lepa zelo vztrajen, da se stopi, ker so kristali debeli. Zdaj, če hočete, da vam bo hitrej šlo, jo sami smeljete na mlinček, lahko to piransko sol, lahko dodaste tudi himalajsko, nič ne bo narobe, samo najboljša je naša piranska. To pomeni, da ni dobro, če je dodatno jodirana. Ta dodatno jodirana, glede tega dodatnega jodiranja smo imeli včeraj debato z enim kemikom, oziroma mislim, da je farmacevt, ne vem, gospod, ki se spozna na to, in ta jod, ki je v soli, ga naše telo ne preslovi, ker ni tako strukturirana, da bi ga lahko izkoristili. Jod, ki je pa v morski soli, tej, original, tega pa naše telo lahko izkoristi. Tak je pa umetno dodanje, pa umeten jod ga pa telo naše ne more izkoristiti. Zato je tako pomembno, da mi res isto to pravo sol jemo in uporabljamo. Hvala Bogu imamo soline, ki so res enkratne, tudi še ena stvar, ki se Slovenci ne zavedamo, ki jo imamo. A to cvet soli, kako piše? Solni cvet, ni pomembno, da je solni cvet, je tudi navadna sol lahko. Ker imamo navadno sol, ki se naredi tako, da jo sonce izsuši in ostane na tistih poljih. Solni cvet je pa to, kar so kot pene na zbiralnikih zgoraj poberejo dol in to je veliko več mineralov, vseh teh rudnin, ki se nahajajo v morju, je malo manj slan, ni toliko slan, ima pa ostalih sestavin več. Tako da za solid je smiselno uporabljati navadno to piransko sol, če hočete pa aromatično hrano, pa dodaste še malo cveta. No, bistvo je to, da na embalaži piše, da ni dodatno jodirana. Ja, zdaj težko je, odvisno kako, pa moramo verjetno. Kako je še na olje gor naliti, mi pa tole narišemo, pa olje damo, pa praktično vse skupaj. Ja, vse to lahko delate pesto, da boste težko samo liste v multipraktiku zmleti. Je treba olje dodati, lahko v kadarkoli. Pomembno je, da dodaste olje. Jaz sem govorila o tistem olju, ki ga nalijemo na vrh. A veste, vmes je treba tudi dodati olje, seveda, ker mora biti olje in sol tu pomešano. Mogoče sem malo na hitro povedala, da ni bilo tako razumeti. Tako, tole zdaj imamo vse kozarčke polne. Tu bomo zdaj naredili za tinkturo. Potem smo pa rekli, da bomo naredili še namaz. Bi prosila, evo, tukaj je še čemaž. Če še na drobno narežete še čemaž, bomo pa rabili še eno posodo, da zmešamo skuto pa tale namaz. Gospa Martina. Samo eno vprašanje. Martina, piranska sol, ko piše, da ni jodirana, kaj to pomeni? Ta je vredna. Ta mislim, da če piše, da ni jodirana, da ni dodatno dodanega joda, da je naravna. Ja, jaz mislim, da ja. Jaz mislim, da ja. Samo dodatno jodirana. Tista, ki je dodatno jodirana, ta malo jod zraven in tiste bi se jaz izogibala. Tam na te piranski pa nič ne piše, čelo piše nejodirana. To je tista ta prava. Ja, piše. Nejodirana. Piše, ja. No, to je, potem je ta prava. Jaz sem pa
Ne jodirano, da nima joda. A ja, kako je to? Naravni jod ima. V morju je jod, ne? In tega imam, ta sol sama drži. Jaz pa mislim, da pol ni, da moramo Evo, povečati. ja, skodelce, še kakšni noži, taki navadni za namazati. Kam bomo pa namazali tole? Ja, kakšen košček kruha. Gospa sprašuje, kako se shranjuje ta pripravek. Potem, ko mi to dobro presoljeno in zalito z oljem zaprte kozarce naredimo, lahko shranimo nekje v hladni kleti. Pomembno, da je temna in hladno. Ni obvezen hladilnik, je pa fajn, da je nekje na hladnem in na temnem. Tako kot vsa zelišča se shranjujejo, v temnih prostorih se tudi ti pripravki shranijo. Ker vemo, da svetloba uničuje zdravilne učinkovine. Pesto se soli, obvezno je treba soliti, ker sol je konzervans. Ja, na krožnike pa zelo na drobno se sekljajo, malo bolj na drobno, ja. Pa tale kruh, še katera brez dela, tale kruh bi še na pol, da bo dost, malo majhne koščke, tako da bo dost za vse. Žganje imamo tukaj. Evo žganje, ta prav tropin. Da ni voda? Ne, ni voda, je žganje. Je. Žganje je, pa mislim, da je sadjev. Bom jaz tudi začela probati, bom tle nehala. No, jaz bom pa nadaljeval. Ja, pa kaj bomo pa pol dati tukaj le gor? Dati pol za polizati na žganje. Še enkrat mi povejte razmerje. Tako. Kaj, 20 gramov? 20 gramov, Ja, pa 80. 80 gramov žganja. Ja, zdaj vse miza se trese, jaz mal naviden, ker mi tistele kamerami mečkano. Če govorimo v litrih, je to Ja. 200 gramov, ne? Ne, veste kako, dajte v litrsko flašo širokim vratom 200 gramov čemaža noter in potem do vrha nalijete žganje. 200 gramov? Tako, 200 gramov, obvezno. Pa Tako. liter žganja mora biti. Ne liter, do vrha v litrsko steklenico. 80, ja. Tako, saj sem vam prav povedala. Zelo ste prav povedala, sem jaz bolj počasno razmišljam. Ja, saj. A je kaj pomembno, kje nabiramo čemaž, glede na lokacijo? Ja, je pomembno, samo malo. Zelo pomembno. Tole, žganja še prosim. Jaz tudi bi. Malo še bi žganja rabili, tukaj za tinkturo ga je zmanjkalo. No, tukaj je bilo vprašanje, če je pomembno, kje nabiramo čemaž. Seveda je pomembno, poiskati je treba čista rastišča, odmaknjena od cest, od prometnic, da ni onesnažen, tako da nekje v gozdu odmaknjenem tam je primerno prostor za nabiranje. Tinktura, ki smo jo zdaj namočili, bo 3 tedne stala. Tako. Je tamle gor na tistile stojnici, na moji stojnici je recept za čemaževo tinkturo, sam ta je iz čebulc, tako da tega ni napisanega. Lahko si pa zraven še pripišete to razmerje, pa boste vedela. Ali pa pridete potem še k meni, pa boste napisala, ko bom narekovala vam. Evo, super. Gospa Martina. Najbolje je nabirati ne 3 ure peš stran od ceste. Ja, 3 ure je že kar malo dolgo. Ne, lahko je, ne? Ja, žganje nam je zmanjkalo. Seveda, da je to izlet, ne? Ja, seveda združimo prijetno s koristnim, imamo še malo rekreacije in gremo, nabiramo. Prvovalci dobro vse, kar se ne. Ja. Smo gledali lukna, pa je. Da je ni digret nabirali. Zdaj pa pokrovčke zaviti. Ja, saj moram. Kaj pa potem? Kaj pa 3 tedne kole? Verjetno na hladno povalju. Treba ustaviti. Čebulce je isto razmerje kot pri listi. Ta receptura, ki sem vam za tinkture povedala, lahko uporabljate za katerokoli drugo zdravilno rastlino. Ni to samo za čemaž.
Lahko naredite materino dušico, lahko naredite, ne vem, trpotec, regrat, karkoli, to je receptura patra Simona Ašiča, ki se lahko uporablja za vse zdravilne rastline, ki se namakajo v alkohol. Vemo pa, da se vse ne namakajo v alkohol. Žajbe se ne, vinska rutica, pelin, to se ne, tako da ajbiš ne, tako da jih je kar nekaj. Pomagal, ne? A to se ne namaka v alkoholu? Žajbe ima pelin ima filon, ki so strupene, zato se to alkohol praviloma ne namaka. Pri regradu lahko uporabljate korenine za tinkturo, lahko liste, lahko cvetove, največ ima pa korenina. Ampak korenina, ki ste jo nabrali 2 meseca nazaj. Zdaj je že prevelik, ko vemo, da se zdravilne učinkovine se po rastlinah premikajo. Zdaj so, če gremo regrad gledati, v jesen, zgoraj spomladi so bile v korenini, ki si začel odganjati liste, so se učinkovine premaknile v liste. Zdaj, kad cveti, grejo v cvetove, potem bojo šle v semena, skozi rastejo oziroma se premikajo gor te zdravilne učinkovine oziroma najmočnejše učinkovine v rastlini. Tako da zato je pomembno, da mi korenine nabiramo v času mirovanja rastlin. Liste za sušenje pa lahko zdajle, ja, tudi pa so začeli. Super, evo, zdaj smo dobili spet žganje, zdaj ga gremo pa piti. Malo maknem se da živje. Ja, seveda. Kaj ne more lagam, kaj ne? Ja, pa Ja, tiste karbice se bodo zasljeli. ja, ker ja, malo je, če je potačen, ja. Malo po tiste listke noter, tako da bo vse ja, no, sej nekaj, fajn je, da se to tehta, ker rastline so, čeprav so divje, so močne. Imajo svoje moči. Divje so še močnejše. Tako, ja. Gospa, lahko vprašam, če maževa kultura je dobra, zakaj? Za čiščenje, oziroma dimnikar za žile je. Dimnikar za žile. Ja. Za holesterol. Ja, pri holesterolu, pri visokem pritisku, da lahko uporabljamo, tudi za prebavne motnje, prav vse. Še malo. Koliko pa na dan uživati? Tinkture se uživajo 2-krat na dan po 15 kapelj v 1 deciliter vode. Kaj se pa nabira, glede lunin kalendar? Prosim? Lunin kalendar. Aha, tukaj je bilo vprašanje nabiranje glede na lunin koledar. Zelo fajn je, če se držite setvenega koledarja Marije Tun. Tu vrtičkari in vrtnari zelo dobro poznate. Če imaš se nabira na dan za cvet. Ne na dan za list, ker takrat ima preveč vlage v sebi. Tudi vse ostale liste se nabira na dan za cvet, ker so manj vlažni in se lažje sušijo in lažje uporabljajo. Tako da, evo, zdaj so gospe narezale čemaž za namaz, tako da zdaj bomo čemaž je zelo drobno naseklan, dodali bomo noter te skupne namaze, to se bo dobro premešali in potem se to namaže na kruh in se preizkusi, kako izgleda ta, kakšen okus je svež narejeno. Ampak še vedno imamo premalo žganja. Očitno smo zelo potratni. Žganje prihaja. Žganje prihaja, tako da zdaj tukaj so te tinkture, kozarčki, takole so narejeni, to je zdaj narejeno samo pol dela. Najvažnejše je, da mi to opremo z etiketami. In gor napišemo, kaj je noter, datum, kdaj smo naredili. Zato, da bomo po jutrišnji vedeli, kaj je in kaj moramo delati naprej. Ker če mi delamo veliko pripravkov rastlinskih, potem se nam naenkrat zdi vse enako. Mi ne vemo, kaj je, ne vemo, kdaj smo kaj naredili, ne vemo, kdaj moramo kaj odsediti. Zato je zelo, zelo pomembno, da vse dobro označimo in napišemo etikete. Če bo šlo vprašanje? Rabimo še kaj žganja? Ja, prosim. Ja, eni so
Ja, sej vem. Če imaš, ko se nabere, je najbolj čim prej ga obdelati naprej. Ker če imaš zgubljena učinkovina, se tudi ne suši. Suh, če imaš, ima samo malo vonja, nima pa zdravilnih učinkovin. Tako da, če ga sušite, ga lahko sicer dodajate v kakšne zeliščne pripravke, ne bo pa nekih zdravilnih učinkovin. Tako da, če hočete vse obdržati, je treba to čim prej. Pa, če nabirate v košare, take pletene, kjer so zračne, lahko tudi nekaj časa počaka. Čim so pa v papirnatih vrečkah nabrane, po vrečkah z blaga, je treba pa to vsaj vrtati, da se ne pregreva in ne pride do oksidacije. Tako, tinkturo, ko smo jo zdaj naredili, tisti, ki boste odnesli domov, jo po 3 tednih precedite, nalijete v temne stekleničke, to so propolis stekleničke, se imenujejo, s kapalkami in potem to uporabljate. Ja, tisti, ko ste delali. Da se pa v take rjave stekleničke, ne? Obračate to takole, ne? Sicer je zelo polno, ampak vseeno, če imaš doma skupaj padel in da se več to naprej. Sam dan enkrat od dvakrat, če pa kje tako zače, se največ. Sobna temperatura, sobna svetloba. Ja, sobna temperatura, sobna svetloba. Ne direktno sonce, ni pa potrebno tema. Tako nekaj. Jaz si mislim, da bo preveč mažal. Če mažal na maski, da lahko pridete poskusiti, kako zgleda. Imamo tukaj mogoče, bolj malo. Čim bolj na tempo, da bo zašlo. Pomalko solice, mogoče pomalko solice, mogoče naredite pomalko solice. Ne vem, če to se ima. Takoj deli z tistimi Tako. niso sanja, počaj tudi brez soli ne umaši. Zdaj smo naredili čemažev namaz, naredili smo čemaževo tinkturo. Zdaj, če bi delali še ta čemažev shranek, bi mogli to zaliti z oljem. Kozarčke smo porabili za tinkture, tako da imamo